Človek bi si mislil, da bo težko iti niže od Boštjana Poklukarja, ne? Odgovore na praktično vsa vprašanja Uroša Slaka je bral z lista. Očitno človek nima blage veze o tem, kaj počne. Je še sreča, da novi minister ni dislektik, ker potem ne bi odgovoril na niti eno vprašanje. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Pa tudi podpredsednica parlamenta in socialnih demokratov Meira Hot s svojim polmafijskim družinskim miljejem, pa mladi zdravniki in novi notranji minister Branko Zlobko, za katerega zdaj zagotovo vemo, da zna brati. No, teden je zaznamoval v prvi vrsti referendum o asistiranem samomoru, s katerim smo Slovenci postali prvi na svetu, ki smo z ljudskim glasovanjem takšno ureditev zavrnili. O tem več v nadaljevanju podcasta, ker se ta teden dogaja toliko, da je skoraj težko stlačiti v eno oddajo, kaj ne, Mirko? Zoran Janković, ne? Tempo je tak, Peter, da novica, ki bi jo par dni nazaj definitivno označil kot novico tedna, s katero bova začela, je zdaj že nekje proti sredini scenarija. Tako da ja, rekel si Zoran Janković. Zelo na kratko najprej, zakaj gre. Specializirano državno tožilstvo je te dni dalo na sodišče zahtevo za sodno preiskavo. Treba je pojasniti, da je to še daleč od kakšnega dejansko sodnega postopka. Tudi če je sodna preiskava uvedena, je to ravno tisti del postopka, ki se ponavadi najdlje vleče med 2 in 3 leta, preden pride do glavne obravnave, če seveda sploh pride. Zdaj pa še vsebina. 3 točke. Vseh 3 je nekako Janković nek lobist oziroma posrednik, enkrat za recimo svoj ali pa občinski interes, enkrat pa za kakšno dvakrat v bistvu za zasebne pobude, ne? Enkrat gre za sponzorska sredstva NK Olimpija, potem gre za gradbeno dovoljenje pri kanalu C0. Tukaj je v bistvu eden od njegovih paradnih političnih mestnih projektov, ne? In potem, kjer je verjetno stvar najbolj spolska, agitiranje oziroma zakulisno lobiranje za gradbeno dovoljenje zasebnika, ki je postavil tisto grdo rumeno ali pa zlato stolpnico nad Tivolijem. Bellevue Living se temu reče, verjamem pa, da vsi, ki se vsaj občasno zapeljejo skozi Ljubljano, vedo, o čem govorim. Ja, jaz sem skoraj njen sosed, ne? Tako da redno hodim v trgovino, ki je na dnu, ki je pa bolj ali manj tudi edina stvar, ki deluje, ne? Še en lokal je zraven, sicer se govori po soseski, da je precej draga najemnina za te stvari in tudi posledično med najdražjimi lokali v okolici, tako da priznam, da ga še nisem stestiral, čeprav mi je najbližji ali pa eden najbližjih. Zdaj, kanal C0, praviš, ne? Njegov po eni strani paradni, po drugi strani pa zgled tega, kako pravzaprav deluje mesto Ljubljana in kako ne bi smelo delovati civilizirano recimo mesto v Evropski uniji, ne? Ker je pravzaprav zgled tega vse, česar je v Sloveniji pravzaprav narobe. Mislim, če smo realni, zaradi tega gradbenega dovoljenja je padel eden od ministrov aktualne vlade, ne, med drugim. Po eni strani zaradi lobiranja Tine Gaber, pa tistih volkov, medvedkov in podobnih stvari, ne, na drugi strani bistveno bolj resno, lobistično, kapitalsko ozadje zaradi kanala C0 in ravno pritiskov domnevnih, seveda, ne, župana Jankovića na vlado, ki je nekako po mojem mnenju hierarhično nadrejen. Ja, upal bi si celo morda reči, da zna biti ta kanal C0 za Jankovića pravzaprav eden ključnih padcev, če se recimo njegova politična kariera bolj konča v bližnji prihodnosti. Ja, in ravno ko sem govoril o neformalni hierarhični nadrejenosti, podrejenosti na tej levi strani slovenskega političnega parketa, napovedujeva kar takoj. Safari Special za naše naročnike in podpornike, jaz ga delovno poimenujem scenarij levega omrežja za volitve 2026. Zakaj? Ne bova samo o Jankoviću in o tej obtožnici, ampak širše. Tudi o tem, kakšne scenarije imajo levi z Logarjem, kakšne scenarije imajo z izvenparlamentarnimi strankami. Z Magom Jelinčičem, Zoranom Stevanovićem in še kom. Tako da in konec koncev, kam se je izgubil Vladimir Prebilič, ne? V soboto zjutraj za vse naročnike in podpornike ni še prepozno, da to postanejo vsi. Glede Jankovića pa samo še tole. Zanimiv trenutek mi pa vendarle je in v Sloveniji tako majhni državi je tudi zelo malo naključij, ne? Kdaj v bistvu zdaj ta procesni korak proti prvoobtoženemu Jankoviću prihaja? V času,
ko se je Gibanje Svoboda ob robu sprejemanja Šutarjevega zakona nekako zapletlo ali pa uperilo svoj prst v en del pravosodja, najbolj na toživce. Lenart Žavbi je kot eden od poslancev vladajoče stranke rekel, da zakon kritizirajo tisti v pravosodju, ki se jim itak ne ljubi delati. In zdaj en tak ironičen signal, še kako se nam, ne samo da se nam ljubi, bomo kar začeli z vašim političnim botrom na ljubljanskem magistratu. Tukaj vidim en tak signal. Po mojem se je Golobova vlada tukaj po nepotrebnem spustila v konflikt z enim delom sistema pravosodnega, ki ga ne obvladuje, ali pa bolj realno, da se popravi, in ga ne obvladuje tako zelo v celoti, kot naprimer vrhove slovenske policije. Ja, no, in ko smo že pri organih, ki se jim ljubi oziroma ne ljubi delati. Ja. Sicer je res ta teden... Sicer res ni več november, ker se ne da delati, pa je že december. Se izteka november, Ampak, če smo že pri, ta teden je sicer stopil v veljavo Šutarjev zakon, ampak še preden je stopil v veljavo, smo videli, da se je kar naenkrat še pred novimi pooblastili policije, zagnal aparat, zasegli so 14 vozil, ki so pač bila posledica tega, da so imeli nekateri v romskih naseljih skupno 236,000 evrov dolga. Trije posamezniki pa so vrnili 4,600 evrov dolga, zato da jim vozila ne bi bila zasežena. Skratka, tudi institucije znajo delati po aktualni zakonodaji, ki je recimo bistveno manj sporna, pravniško, če le obstaja za to motivacija, ki pa je očitno do zdaj ni bilo. A veš, kdo to opazuje malo deleč, recimo, da tudi midva, bi rekel, da je FURS zdaj čez noč ugotovil, da lahko delajo in da lahko delajo še kaj drugega, kot da izdajajo opomine in izvršbe, naprimer za 12 evrov in 12 centov neplačanih prispevkov. Ali pa kazni 1000 evrov za upokojenca, ki je pomagal prijatelju prepleskati na pušč na hišo. In da se navežem na te določeni deli sistema, in to se nam pojavlja pri vseh podsistemih, odkrijejo svojo lastno hrbtenico šele takrat, ko želi politika pokazati kot del svoje kampanje, da nekaj počne. In velik del sistema se v bistvu premakne samo, ko je to politično oportuno oziroma priročno. Bom pa rekel nekaj, da država, ki deluje po tem principu, se pravi, ko hočemo, takrat lahko, za moje pojme pač žal ni pravna država. Ja, sprememb pa zaenkrat še nismo videli tudi recimo pri Romih. Ta teden smo imeli torej že omenjeno racijo FURS-a v enem izmed romskih naselij v občini Trebnje, če se ne motim. In smo lahko zasledili tudi objave na družbenih omrežjih. To gamat je treba samo streljati ali pa bombe nastaviti, da jih raznese. Iz enega od romskih naselij. In potem je imel ta svoj veliki medijski debi pri Urošu Slaku novi notranji minister Branko Zlobko. Apropo te objave, ki si jo citiral, človek si ne bi želel, da je edini, ki stoji med tem zapisom in med uslužbencem FURS-a, ki mora na teren, ta naš novi notranji minister. Dajmo si pogledati ta posnetek. Ste morda policiji že izdali kakšna nova navodila, usmeritve za delo na terenu? Ja, danes sem izdal policiji določene usmeritve za delo, in sicer usmeritve za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil, ki jih določa zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Te se nanašajo na učinkovito zagotavljanje varnosti posameznikov in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države. Ključna naloga policije tako je, da z učinkovitim izvajanjem policijskih pooblastil zavaruje življenje, osebno varnost in pa premoženje ljudi. In moram še enkrat povedati, da ta zakon ni uperjen samo proti Romom, ampak proti vsem kriminalcem. Mislim, Peter, to je bilo eno mučno gledališče negotovosti, bi jaz temu rekel. Odgovore na praktično vsa vprašanja Uroša Slaka je bral z lista in pri tem, kar je pa še višek, držal prstek v stilu šolarja, 2., 3. razred osnovne šole, da je nekako kontroliral, kje je ostal. In mislim, da ni prav nikogar med nami, jaz to verjamem, ki si ob ogledu tega ne bi zastavil enega zelo elementarnega vprašanja. In to je,
ali je tak človek res lahko minister na enem najbolj delikatnih resorjev v državi. In glede na to, koliko je bilo branja v tem, lahko rečem cinično, da je še sreča, da novi minister ni dislektik, ker potem ne bi odgovoril na niti eno vprašanje. Ne? Moram pa reči, da minister, ki bere s papirja, sporoča nekaj zelo jasno. In to je že v samem začetku mandata, v njegovih prvih dneh, mandat sicer ne bo dolg, ker so marca volitve, da tega svojega resorja ne obvladuje. To je tisto, kar sporoča navzven. In še to ni tak problem, da nekdo pride na funkcijo in se potem čez čas na tej funkciji nekaj uči. Problem pa je, ko je učenec postavljen na mesto poveljnika oziroma generala in to na notranjem ministrstvu, ki, kot pravim, ni učilnica, je neke vrste krizni štab te države, sploh v razmerah, ki so nastale po novomeški tragediji. In zdaj, če je Golob želel dati Šutarjevim zakonom signal odločnosti, ga daje s temle novim notranjim ministrom ravno obratno. Negotovost, nepripravljenost, občutek, da funkcija vodi ministra in ne obratno. In to je ena zelo slaba novica za vse, razen za tiste, to pa je tudi Golob, ki imajo radi mehke oziroma nikakve ministre. Mislim, zdaj, človek bi si mislil, da bo težko iti niže od Boštjana Poklukarja, ne? Pa smo šli očitno še kar precej. Petra ga že pogrešaš. Globoko, pogrešam ga ne, ampak ne bi se strinjal s tabo, da je sprejemljivo, da se ljudje na funkciji učijo. Na funkciji, kot je minister, se nimaš kaj učiti te funkcije, zato pa bi morali imeti, no, v resnici v Sloveniji tega nimamo, ampak bi morali imeti nek postopek napredovanja, ko človek začne politiko na nizkem nivoju, ne, in potem počasi napreduje do funkcije ministra. S tabo se v načelu čist strinjam, ampak imamo realnost tako in to že tako dolgo takšno nizko kakovost, da je pač realno, da se učijo. Ampak hočem reči, da pač to ni nekaj, s čimer bi se moral sprijazniti. To je nekaj, kar je nesprejemljivo. Ne. Kot drugo, očitno človek nima blage veze o tem, kaj počne. Ne, ker, če smo dobro poslušali, pa smo odrezali, ker je ta odgovor bil še 3-4 daljši, kot smo pokazali, ampak nimamo toliko časa v oddaji. Ne. Jaz imam občutek, da on pač bere člene iz zakona o policiji oziroma nekih internih aktov, kakorkoli. Skratka, če bi ga dobro poslušal, ne, ko ga je Uroš Slak vprašal, če je dodal kakšna nova navodila policiji, je rekel, sem dal nova navodila policiji in ta navodila se slišijo z enim stavkom, opravljajte svoje delo. Zdaj jaz se sprašujem... Branite javni red in mir, wow. Jaz se sprašujem, a on ne ve, kaj je delo policije, pa da je zdaj to na novo jim dal, a misli, da je policija bila ustanovljena včeraj, kar sicer dvomim, glede na to, da je bivši policist, ne? Ali pač enostavno prej policija ni imela navodil, da ne opravlja svoje delo, če je zdaj on nova navodila dal policiji, ne opravlja svoje delo. Lahko da bo Branko Zlobko na nova Mejra Hot, o tem še bova, ne? Ampak jaz bom tukaj rekel, ne? Novi minister je deloval, kot da bi bil povsem izgubljeni bizgec na novi funkciji. Pač. To je moja iskrena ocena. In sprašujem se še to, kako to, ali je imel vprašanje vnaprej, oziroma res, ali je Uroš Slak pač bil tako usmiljen do reveža pred kamero, ne, da mu ni postavil nobenega podvprašanja, oziroma da je izgledalo, kot da imata oba skupaj bralni krožek. Mislim, v osnovni šoli, ki sem jo prej omenil, če bi kdo takole nepripravljen pred tablo prišel, v mojih časih so nas ali pa so jih poslali nazaj. Ne. Tako da, toliko glede te žalostinke, sicer pa... Rekla sva, že v ponedeljek več ne bo november, bo 1. december. Nekaj se je zareklo pred časom, bolj kot ne, predsedniku vlade v parlamentu in sicer glede dolgotrajne oskrbe. Ne? Premier Robert Golob je, kolikor se jaz spomnim, pa mislim, da me tukaj kar dobro, da mi služi spomin, napovedal javno pred poslanci nekaj zelo enostavnega, zelo preprosto stvar. Če sistem dolgotrajne oskrbe do 1. decembra ne bo v celoti izpeljan, bo moral minister, ki je za to pristojen, Simon Maljevac, prevzeti politično odgovornost. Zdaj, kaj pomeni prevzeti politično odgovornost? Običajno to pomeni odstop. Zdaj, res pa, da Golob tega ni ubesedil kot odstop, tako da je lahko v tej novi distopiji politična odgovornost tudi kaj drugega. Ne? Bomo videli, kaj bo. Zdaj, če pogledava terena, to tudi zelo na hitro. Skrbovanje na domu, ki bi moral teči od 1. julija, ne od 1. decembra, je še vedno bolj na ravni nekega pilotnega projekta kot sistema. CSD imajo sicer na tisoče vlog, nekaj 100 so jih vmes uspeli od 1. julija oceniti na roke in izdati nekaj 10 odločb. Ne? In ministrove izjave imamo ob teh 10 odločbah, o tem, da je dolgotrajna oskrba, tukaj pa jaz berem, na domu v aktivnem vzpostavljanju, drugje, da bo nekaj se bo začelo naslednji teden in tako naprej. Ne? In to ni sistem,
ki deluje. To je dejstvo. Druga zadeva. Vmes je bil v paniki sprejet dan pred ministrovo interpelacijo, ki jo sicer preživel, prevedbeni zakon. Kaj so s tem naredili? V bistvu so administrativno vse starostnike, ki bivajo v domovih upokojencev, prevedli v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Lepo, a ne? Ampak Golobova obljuba je bila, da bo storitev na terenu začela po 1. decembru v celoti delovati. A ne? In ne, da bo do 1. decembra poštimana samo Excel tabela, ker do zdaj res deluje samo Excel tabela, pa še ta ne v celoti. Ne? Ja. In obljuba je zdaj povsem legitimno vprašanje, ki izhaja iz te obljube, ali bo Robert Golob, že v ponedeljek lahko to preverite, držal besedo, ali bo Simon Maljevac v ponedeljek še minister ali ne. Ja, ob tem bi jaz zadal še nekaj. In sicer, kot rečeno, s 1. julijem naj bi začel delovati sistem, ne s 1. decembrom. S 1. julijem že plačujemo vsi prispevek za dolgotrajno oskrbo in skupaj smo ga plačali že 162,3 milijona evrov, pri čemer je zelo nejasno, kam se sploh ta denar porablja, ker 73,2 milijona evrov so prekanalizirali v dodatek za pomoč in postrežbo, ki sploh ni del dolgotrajne oskrbe, kar že deluje pravzaprav v praksi, je pa e-oskrba, ampak samo za tiste, ki so že bili vključeni v pilotne projekte prej, in pa to, da so pač prevedli zdaj s 1. decembrom vse, ki so v domovih za upokojence, pač v ta nov sistem, avtomatsko nič posebnega. Skratka, vse ostalo ta trenutek še ne deluje. Ja. Zdaj, če se bo premier v ponedeljek delal, kot da je vse v redu, imamo problem. Ga nimamo prvič, ga imamo spet. Potem gre pri dolgotrajni oskrbi spet za novo PR dimno bombo pred volivci in pred opozicijo, kar je pa seveda, tudi če pogledaš Šutarjev zakon, pač modus operandi. Zdaj, ker smo pa ravno pri PR manevrih, Mogoče samo še to, več kot 1 milijon evrov so porabili za lastno delovanje, pa nekaj 100,000 za storitev, ki naj bi jo izvajali, pri čemer absolutno nimajo nobenega, tudi ne evidenc, koliko sploh je bilo že kaj porabljeno, ker se vse nekako plačuje pavšalno in nekaj se bo potem za nazaj in tako dalje. Zdaj, ko smo pri PR manevrih, ogromno je bilo povedanega po letu 2021 pa covidu, strani te aktualne koalicije, da se vladanje z odloki, z dekreti, z interventnimi zakoni ne spodobi. In potem smo dobili ta interventni prevedbeni zakon za dolgotrajno oskrbo in zdaj smo dobili zadnje dni še interventni zakon na področju zdravstva. Da razloživa, kaj to je na hitro. Zakon predvideva, to je ena od stvari, enkratna finančna pomoč javnim zdravstvenim zavodom, ki imajo likvidnostne težave. V prevodu nov denar v vrečo brez dna. Za korupcijo, za točno določene dobavitelje, za to opremo in tako naprej. To je pač itak sistem te vlade in pristop do reševanja zdravstva. Drugo, kar se mi zdi pa res fantastično, uvaja tudi spremembe glede organizacije zdravstvenih storitev. Pazi zdaj to. Javna mreža začasno lahko zdaj vključuje tudi izvajalce iz zasebnega sektorja, zobotehnike, optike in tako naprej, da se zagotovi delovanje storitev tam, kjer javni zavodi tega ne zmorejo. Se pravi, 3 leta pa pol PR spektakla proti dvoživkam ideološkega boja, da potem, ko zasluteš, da ti bo pred volitvami nekdo omenil razpad v zdravstvu kot predvolilno temo, rečeš, ponaj pa zasebniki pridejo malo pomagati. Sem se o razpadu v zdravstvu še malo kasneje, glede odlokov, dekretov in nujnih postopkov, bi pa rekel samo to. V času epidemije je vlada vladala z dekreti, kar se pričakuje, pač, ker so izredne razmere in tako dalje. Vsaka vlada bi v času epidemije vladala z dekreti, ko gre za epidemiološke stvari. Drugo vprašanje pa je, da je ta vlada sklicala, mislim, da 2 ali 3 več nujnih sej parlamenta oziroma izrednih sej parlamenta kot rednih, na kar nas že Evropa opozarja, da je bilo po moje skoraj več zakonov v tem mandatu sprejetih po hitrem in nujnem postopku, ki je namenjen za naravne nesreče, katastrofe, vojne razmere in izredno stanje. Zelo kmalu v tej epizodi pokaževa, da tiste poplave iz začetka mandata še zdaleč niso edina naravna katastrofa.
Ja, ne, tako da to očitno je vladanje te vlade naravna katastrofa, ne, zaradi česar ima tudi ona pravzaprav, in ne samo to, ne, drzne si celo očitati, ne, še ta teden smo poslušali očitke prejšnji vladi, kako je vladala z dekreti, ne, in kako je zadolžila Slovenijo v času covida, ne, pri čemer zdaj, ko nimamo nobene krize iz Evropske unije, dobivamo signale, pozor, z vašim proračunom ni vse v redu. Bom rekel sam še stavek na tisti interventni zakon v zdravstvu, in sicer, da je to interventni flajšter na odprto rano slovenskega zdravstva in ga je treba gledati izključno v tej predvolilno-gasilski funkciji glede tega, kar pa zdaj omenjaš. Ne? Se pravi, Bruselj opozarja, da osnutek slovenskega proračuna, konkretno gre za 2026, lahko krši fiskalna pravila EU. Verjamem pa, da marsikdo ni šel pogledati v drobovje, kaj točno to pomeni. Dovoljena rast javne porabe, ker vemo, da gremo v rekordno trošenje 2026-2027, naj bi bila 4,4% glede na prejšnje sprejete proračune. In zdaj, ker so šli fantje bistveno na 4% rasti porabe, je Bruselj rekel, odstopa od pravil. In zame gre tukaj za eno osnovno zavezo države, neke normalne politike, da država živi v tistih mejah, ki si jih je sama zadala v bistvu. Ampak predlagam, da si pogledava, kaj o tem pravi pa državna sekretarka Saša Jazbec, zadolžena za proračun in po mnenju koalicije nekako nesojena kandidatka za guvernerko Banke Slovenije, vrhovnega varuha financ. Kdor bo videl to izjavo, bo rekel dvoje. Dobro, da ni ratala guvernerka, ker bi šli nazaj v tiste čase, ko so tajkuni dobili brez zavarovanja kredite, in druga stvar je pa to čisto v stilu njenega šefa na ministrstvu, denar je, ali ga pa ni. Dejstvo je, da smo mi oddali svoje načrte, preden je bil dejansko sprejet še ta zakon o zimskem regresu, ki ima oceno nekje 0,3% BDP-ja. Predvolilna leta, ne samo v Sloveniji, da pač niso zelo prijazna javnim financam, bi pa obenem povedala, ker sem tudi že prej poudarila, da je v obdobju te vlade bilo sprejetih precej strukturnih reform. Za strukturne reforme je značilno, da imajo na začetku določene stroške in da potem pač na srednji rok je pa to lahko ugodno vpliva na vzdržnost javnih financ. Ja, ta izjava je nenavadna, predvsem zato, ker po eni strani res priznava, da se ta vladna koalicija neodgovorno obnaša sedaj tik pred volitvami, po drugi strani je pa seveda nevarno, ker se očitno Ministrstvo za finance s tem sprijaznilo in moramo vedeti, da volitve bodo marca in če bodo nadaljevali s tem tempom, bo pritisk na javne finance še večji in Slovenija bo morala delovati in funkcionirati tudi po naslednjih volitvah, ko te vlade ne bo več. In to opozorilo je kar precejšnja klofuta vladni ekonomski politiki, saj so tudi v Bruslju ugotovili, da je skrajno nenavadno, da imamo v teh razmerah, ko še ni krize, ko ni covida, ko ni energetske krize več, praktično 2 milijardni primanjkljaj, da imamo rekordno javno porabo in na to so nas tudi upozorili. To freudovsko priznanje Saše Jazbec, da pač predvolilna leta niso prijazna proračunu in javnim financam, jaz vidim kot čisti simptom te vlade, ki sama sebi ni sposobna postaviti čisto nikakršnih omejitev. Pa ali gre za korupcijo ali za trošenje, skratka. Ja, in pripravili so proračun, ki ima primanjkljaj na skrajnih mejah, torej hodimo po čistem robu, v času, ko pozor, je v Sloveniji rekordno visoka zaposlenost oziroma predvsem rekordno nizka brezposelnost, ko nimamo nobene hude krize, da bi rekel, da smo zdaj v neki COVID, neka finančna kriza, ni. Skratka, še tako smo očitno, tako dobro nam gre, da lahko kar uzakonimo obvezno božičnico in tako dalje, ker očitno nam tako dobro gre, hkrati pa uzakonjamo tudi ukrepe, bom rekel, za pomoč gospodarstvu v krizi. Imamo totalno schizofreno situacijo v državi, torej schizofreno vodenje ekonomske politike in
povsem nabite javne finance do konca, ne, pri čemer bi se še na eno stvar obregnil, ne, Saša Jazbec je rekla, ja, ko gre za strukturne reforme, ne, imaš na začetku včasih neke više stroške, potem pa se to skozi leta spremeni. Ja, če gre za strukturne reforme, morda, pa še v tem primeru ponavadi narediš neko racionalizacijo, to, kar so oni naredili, niso strukturne reforme, ampak so zgolj povečanje javnih odhodkov, ne, ki bodo skozi prihodnja leta še naraščali. Ne, in tudi na to opozarja in Fiskalni svet, in Evropska komisija, in vsi ostali. Ja. Zdaj, prej sva govorila o naravni katastrofi. Ne? Ogromno krat opozoriva, kaj se dogaja z poslovnim okoljem v zadnjih 3 letih in pol, ko je Levica ta glavni motor vladnih ekonomskih politik. Ne? In zdaj ta teden je Luka Mesec prišel še z eno idejo, dajmo sofinancirati po kar daljšem času spet shemo skrajšanega delovnega časa. Tudi to vemo, da je samo za res tiste krizne primere, ko se nekaj globalno na trgih zgodi, ne, in takrat industrija pade in je pač treba jo podpirati. Ne? Ja, pričemer to je ukrep, ki je namenjen temu, da ko imaš ti res krizo, tako, ne, ja. Pomagaš podjetjem, da to krizo prebrodijo, zato da ne grejo vse skupaj faliti in potem imaš težavo, ker se znanje zgubi, ker grejo ljudje pač drugam, v druge panoge, v druga podjetja in tako dalje. A ne, se pravi, to je v bistvu tisto krizno reševanje neke krizne situacije, zato da se ti celotni sistemi pač in njihovi pač podsistemi in znanja in tako naprej ne zgubi. Ne vem, če smo v tem trenutku tam. Jaz pa v teh razmerah vidim napoved tega ukrepa tako. Najprej te udarijo z 11 novimi dajatvami v 3 letih in pol in potem ti kot rešitev ponudijo šumečo tableto. Ne? Vlada je v tem mandatu obremenila, to sva doskrat povedala, državljane in podjetja z 11 novimi dajatvami. Mislim, da je kumulativa dodatna milijarda bremen vsako leto. Ja, oziroma mislim, da so v Novi Sloveniji izračunali okrog 7 milijard v tem mandatu. In ironija, zdaj vlada predlaga shemo, ki jo je ravno tako treba sofinancirati iz javne blagajne, se pravi dodatno breme na tisto, o čemer sva govorila prej. Ne? V bistvu je pa cel ukrep nekaj takega, kot da bolniku najprej zlomiš nogo, ne, in mu potem daš tist magnezij za kosti pa proti osteoporozi in rečeš, saj bo boljš. Ja, ne, oziroma ironično, mislim, da je kar dr. Lahovnik podal eno tako dobro, ja, mislim, da je to celo dilema tedna, to, kar se je vprašal v bistvu. Pogledati. Ta shema se lahko aktivira samo ob neki večji krizi ali pa naravnih nesrečah. Pravzaprav se lahko vprašamo, je zdaj vladna ekonomska politika ta naravna nesreča oziroma kriza, ker sicer nekih razlogov, ki bi jih lahko globalno videli, še ni. Na vse zadnje ima sosednja Hrvaška kar 3-krat višjo gospodarsko rast od Slovenije. Ja, jaz bi zdaj, če sem zelo siten, odgovoril na vprašanje, a gledamo naravno katastrofo ali ne, bi rekel ne, gledamo pa politično katastrofo. Zakaj naravne katastrofe vsaj načeloma v veliki večini primerov ne moreš preprečiti? Tole katastrofo bi pa dejansko lahko preprečili pod parimi pogoji. Če bi vladna ekonomska politika temeljila na neki predvidljivosti, a ne na improvizaciji, če bi ukrepi temeljili na številkah, ne na PR-u, ne? Če bi vse skupaj temeljili na neki želji po reformah, ne pa po teh predvolilnih bombonjerah. Ne? Slovenija, po mojem mnenju, definitivno raste, ima odlične podjetnike, ima talente. Ta teden sem bil en večer na Brdu, ki je imela obrtna zbornica podelitev nagrad, ne? In en detajl mi je padel, samo to bom na kratko opisal v oči. Na odru je zadonela pesem, mogoče se boš spomnil, od Vlada Kreslina, 2 naslovama. Vse naše pravljice oziroma pustite nam ta svet. In tukaj je bilo sporočilo podjetnikov, a nas lahko pustite pri miru, ne? Pa še zraven je bilo v tekstu, kdor ni del tega, tega ne sliši in ne vidi. Točno to je bilo sporočilo prvi vrsti. Ker niste z lastnim znanjem, talentom, rokami naredili v karieri ničesar, ste pa pač nominirani za ministre, ne razumete, kaj dejansko poslovno okolje potrebuje. Jaz bi rekel celo, da pravzaprav to, kar imamo v Sloveniji ta trenutek na oblasti, je težko bi rekli, da je to naravna katastrofa, je pa primerljivo z naravno katastrofo. Ne? Hrvaška, vsaj del te rasti je gotovo tudi posledica tega, da je Robert Golob nekatere slovenske uspešne podjetnike izgnal na Hrvaško, ne? In pa, ne, da imamo pravzaprav na oblasti absolutne analfabete, kar se tiče gospodarske politike, ki absolutno ne razumejo, kako funkcionirajo finance, kako funkcionira gospodarstvo in kaj pomeni dobiček. In mislim, da sta to tako plastično to prikazali 2 poslanki Svobode v zadnjih tednih, da predlagam, da si še ta izsek pogledamo. Ne?
take vlade Slovenija en mandat še ne bo preživela. Bodimo tukaj na jasnem in poglejte, v tem mandatu ste sprejeli zakone, ki gospodarstvo in državljane obremenjujejo do leta 2008 z dodatnimi 7 milijardami in pol. Kaj smo s tem naredili? Še repliko in končamo. No, hkrati imamo pa tudi skoraj 7 milijard letnega dobička strani gospodarstva. Jaz mislim, da ljudje zaupajo vladi, ki ceni zaposlene in hkrati zna, kateremu delu gospodarstva je potrebno pomagati. Saj imamo subvencije na Ministrstvu za gospodarstvo, imamo subvencije na kmetijskem resorju in ni res, da ne moremo z drugimi sredstvi pomagati gospodarstvu. Ko pa je treba ceniti zaposlene, pa mislim, da si vsi zaslužijo božičnico. Dejansko je stanje v Sloveniji tako, da imajo podjetja čistega dobička zdaj že kar konstantno nekaj let 6,5 milijarde evrov na leto, kar pomeni, da bi vsa ta podjetja lahko že prej to izplačevala, pa niso. Danes sem prebrala članek v Mladini, podjetja se ustanavljajo v Sloveniji, ne glede na to, da so nekatera tudi šla ven iz države, še vedno imamo dovolj podjetij. Gospodarsko, kot sem rekla, javni dolg je nižji, podjetja so imela čiste dobičke, tako da jaz res ne vidim razloga, da ljudi oziroma zaposlene ne bi nagradili. Wow, podjetja se ustanavljajo v Sloveniji. Mislim, zaenkrat poslanka Gazinkovski še, no. Dok smo preverili, se je še tudi Donskešno ustanovilo. Jaz se sprašujem, kaj pomeni, če je dovolj podjetij, kdaj jih bo pa premalo. Ali pa mogoče jih je prej preveč, ne, ampak opazil sem pa, da jih je nekdo naučil podatek o tem letnem kumulativnem dobičku slovenskih podjetij, pa še to očitno slabo, ne, ker je ena rekla 6,5, druga pa 7 milijard, ampak apropo izvajanja Sare Žibrat tega tedna. Jaz res ne vem v tej izjavi, a ona iskreno verjame, da je 7 milijard dobička slovenskih podjetij kakorkoli povezanih s to vlado, oziroma je to celo dosežek te aktualne vlade po njenem, ne? Ali se ne zaveda, da če ne bi bila ekonomska politika tako zelo zgrešena, bi bilo pa morda 8 ali 10 milijard dobička in v obeh primerih je to zelo slabo. Ne? Ne, jaz mislim, da je še hujš. Jaz mislim, da je ona celo smatra, da je teh 7 ali pa 6,5 milijarde dobička, ki ga ustvarjajo slovenska podjetja, pravzaprav greh, ne, nekaj nemoralnega, torej, da je nek problem, da ustvarjamo dobiček. Da imamo rezervo, da gremo mal dol, ne? Mislim, ker to je, in pozor, ne, Sara Žibrat je podpredsednica vladajoče največje stranke v Sloveniji. Točno taka podpredsednica skupaj s finančnim ministrom Boštjančičem, kot si jo ta vladajoča stranka zasluži. Čistko. Skratka, prvo, kar je, ne razumejo, da gre za kumulativen dobiček, da tega ne moreš prevesti kar na vsa podjetja, da to ni socializem, ko imamo vsi skupaj vse, ampak da je treba gledati po podjetje, ne, in da je pač 2/3 podjetij predvsej uspešnih, 1/3 pa v težavah, ne. To je prva stvar. Druga stvar, ne, v tej isti oddaji, sicer nisva dala noter, pa vendar, ne, je povedala, da imajo gospodarske ukrepe in da, torej, so sicer res, da fejst jih obdavčali, ampak da imajo tudi subvencije, ne. Torej, to je ta tipična socialistična logika, ko ti človeku vzameš, potem se pa nek birokrat, tipa Sara Žibrat, ne, ali pa Branko Zlobko, ki smo ga že prej videli in podobno, nek tako zelo kompetenten birokrat, ne, kot recimo poslanka Gazinkovski, ne, potem odloča, kateremu podjetju bomo pa zdaj vrnili nazaj te subvencije. Mislim, to je vedno v zgodovini bilo kontraproduktivno, izjemoma je to mogoče, kadar želiš res ekstra neke posebne specifične stvari spodbujati, ne pa kar nasplošno, ne, in to je pravzaprav ta naravna katastrofa slovenske ekonomske politike, ki jo imamo pod to vlado. Dovolj rečeno, naslednja točka, referendum. Zdaj pa še ena stvar bi vzpostavil, ne, Žiga Debeljak. Okay. Žiga Debeljak, ne, čez 1 leto skoraj mu poteče mandat, ne. Je že parkiran za naslednji mandat. Torej, 1. septembra nastopi nov mandat, ne? Ampak že v novembru letos, ne, res da 4 mesece pred volitvami, ne, in 10 mesecev, 11 mesecev pred tem, ko bo nastopil nov mandat, so ga že ustoličili v nov mandat. Ne. Ja, to je po principu denar je ali pa ni, ne, in za Žigo Debeljaka seveda denar bo, o čem govorim, to, da so ga parkirali 4 mesece pred volitvami in mu že podaljšali mandat naprej, seveda pomeni odpravnino. Ne, in verjamem, da si bo do marca uspel v interne akte SDH-ja zapisati dovolj visok znesek,
da bo to, kar opravlja za Roberta Goloba, poplačano. Ja, oziroma se očitno bojijo, da morda, pa vendarle po volitvah ne bo vse tako, kot je bilo do zdaj, kar ne nazadnje kaže tudi. Pa sva pri referendumu. Jaz bi najprej pri tej temi rekel, da bralce v bistvu pozivam, naj grejo na zanima.me pogledat naše analize, ki so sledile referendumskemu večeru. Bilo jih je veliko, praktično cela ekipa od urednika Roka Čakša do tebe in mene. Premlevali smo te rezultate po volilnih okrajih, komentirali z različnih vidikov tudi tega, kako se vlada iz 2 referendumskih porazov itak ničesar ne nauči. Skratka, zanima.me. Kar nekaj res izčrpnih in kakovostnih tekstov. Kam bi šel tokrat v epizodi najraje najprej? Bi začel z odzivi obeh strani po referendumu, pa bova potem komentirala še vsebino. Hvala lepa vsem, ki so glasovali proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev. In to je velika zmaga za invalide, bolnike in upokojence. Zdaj so lahko mirno praznujejo advent in božič. Od vlade pričakujemo, da ne dela več takih norosti. Sicer ima ta vlada še zelo kratek mandat, kot vemo, bodo v kratkem volitve. Tako da jaz upam, da bodo ljudje na naslednjih volitvah razumeli, da je ta vlada ponujila strup namesto zdravstva in jim ne bodo dali več podpore. Je s tem izgubljena zgolj bitka. Ta zakon je zgodovinska nuja, se bo zgodil in po enem letu je možnost že, da se ga ponovno vloži. Tako da lahko seveda rečemo, da smo poraženi, kadar priznamo, da smo poraženi, ampak nismo poraženi. To je pač samo nek trenutek v tej dolgi poti. Po enem letu bodo prizadevanja, da se ta zakon uveljavi, spet odprta. Da bo kmalu prišel trenutek, ko bomo to pravico, temeljno človekovo pravico tudi uveljavili. Jaz mislim pa, da je bila kampanja s strani nasprotnikov res zelo, bi rekla, kar nespodobna. Prvič se je rimsko-katoliška cerkev in tudi druge verske skupnosti so se vključile v kampanjo ne kot organizatorji in zelo zlorabljali ta prostor, ki pravzaprav ne pripada njim. Jaz menim, da je rezultat tega zadnjega referenduma v bistvu dokaz, da v Sloveniji kljub temu, da nam govorijo, da imamo neko avtokratsko vlado Roberta Goloba, še vedno vlada ljudstvo, ki ima vso možnost, da vsake zakone preopraša na zakonodajnem referendumu. Mi rezultat spoštujemo. Zdaj, če sem prav zaporedje razumel, se še ustanavljajo podjetja, pa tudi na referendum še zmer lahko gremo. Hvala. Hvala Robertu Golobu. Ja. Zdaj jaz bi začel tako. Prvo, kar se mi zdi ključno, Slovenija je prva država na svetu, kjer je ustavila proces evtanazije. Nikjer drugje na svetu, 10 držav približno to pozna. Večinoma sicer tega niso sprejemali z ljudskim glasovanjem. Slovenija je prva, ki je ta proces ustavila in zavrnila, kar je pomembno sporočilo svetu. Svet nas gleda in Slovenija je s tem dala upanje celotnemu svetu, da se lahko ta proces tudi obrne, ne glede na napovedi, ki so jih dali zagovorniki zakona. Že po parih referendumih se mi je zdelo, oziroma sem nekako pričakoval, da bo ta referendumska kampanja prinesla nek nov zagon civilni družbi na tem področju in po 3 oziroma 4 referendumih v preteklosti tega nisem opazil. Se mi pa zdi, da se tokrat lahko zgodi drugače. Iz 2 razlogov. Prvič, ravno zaradi teh napovedi, pravzaprav verjetno ne bo prišlo do takšnega uspavanja zmagovalcev referenduma, kot recimo v primeru družinskih referendumov. In ker so se tokrat zagnali tudi bistveno mlajši in bistveno bolj organizirani, torej imamo vznik nekih novih civilno-družbenih organizacij, ki imajo tudi ambicijo potem, da v Sloveniji nekaj spremenijo. In dodal bi še eno stvar, ironično ravno na Saro žibrat, to demokratičnost. Problem je, če morajo državljani na referendumu zavračati vse neumne zakone te vlade. Referendum je tista skrajna oblika, ko so res bile izčrpane vse opcije. Vemo, da je drag, vemo, da ga je težko izvesti, da se celotna država neke vrste ustavi na ta način in za državo je bistveno bolje, če ne potrebuje toliko referendumov, ker recimo njeni vladajoči že vnaprej sodelujejo s stroko, s civilno družbo in poslušajo javnost, glede demokratičnosti pa samo še to. Saj smo že v preteklosti videli situacije, ko je neka Jasna Murgel, recimo tedaj poslanka SMC, govorila, sej eno leto hitro mine, bomo zamenjali ustavne sodnike in so jih, še nikoli
pa ni nihče tako nedemokratično na večer referenduma, ko še niti niso bili prešteti vsi glasovi, že napovedoval, da pravzaprav bo ljudsko voljo povozil, da so se ljudje zmotili in da čez 1 leto, ko je zakonski rok, torej nameravajo znova uvesti ta isti zakon, ki smo ga ljudje zelo jasno zavrnili na referendum. No, jaz bi tukaj 4 poantice. Prva poanta, kje je Robert Golob? A ga je kdo videl? Edina stvar, ki jo je pisno sporočil preko kabineta, je točno ta. Ne? Tudi on je rekel, čez 1 leto gremo v novo rundo, po domače povedano. Ne? Sicer ga ni bilo nikjer. Druga stvar, ker sem prej omenil tekste na zanima.me, napoved, da bodo znova vlagali zakon nekaj podobnega, kot je bilo tole, pač takoj po poteku tega 1 leta. To je dokaz, da res v samopašnosti ne poslušajo nikogar. In to je Rok Čakš zapisal, mislim, da je tekst nekako tako v bistvu 5 razlogov, zakaj iz referenduma v referendum doživljajo klofuto. Ne? In bilo je ta teden iz javnih razprav okrog bodočih modifikacij tovrstne zakonodaje že razbrati, kam bo to šlo. Torej, zato, da bodo znižali ta, kako bi rekel, utrip na kontrastrani, na strani proti, ne, bodo po mojem prepričanju nekako zaobšli zdravnike, pri čemer so zdaj najbolj ogorčeno vztrajali, da zdravnik mora biti od začetka do konca tega procesa zraven. In drugo, ne, mislim, da bojo razmislili tudi, mislim, da je to Igor Lukšič nekje povedal v enem studiu, o vlogi države. Jaz sem prepričan, da je eden od ključnih dejavnikov, da so se nekateri tudi morda na večer glasovanja premislili in da je ta zakon na koncu kar prepričljivo padel, je bilo pri tistih, ki niso strogo politično opredeljeni, namreč naslednji razmislek. To sem v tem tednu zdaj, ki je bil po referendumu kar nekajkrat slišal. Ti imaš torej postopek, kot ga je predvideval zakon. Greš k osebnemu zdravniku, s katerim se pogovoriš 2-krat, potem on prvi da neko svoje mnenje. Recimo v prispodobi, da je ta zdravnik edino, kar je v tem postopku, spet narekovaji, na tvoji strani. Vse drugo, mnenje second opinion še enega zdravnika, izvedensko mnenje psihiatra in potem komisija veččlanska, ki to predeluje, vse je država, torej država proti tebi. Ne? In zdaj, če rečem pavšalno, namenoma, ne, za karikaturo, interes države je zmanjšanje stroškov, ne? Ja, ne. In ko si govoril o vzniku raznih civilnih, še to bi rad pokomentiral, ne, civilnih iniciativ na tej strani proti, ki so se zdaj pokazale, bi pa izpostavil dvoje. Vzniknila je tudi Lena Grgurevič z zapisom, da se je Črnuhar tokrat res dobro organiziral, to je sicer letelo ad personam na Janeza Janšo, verjetno pa na vse, ki nekako podobno mislijo, ne. Rekel bi, da je to predvolilna strategija. To je v bistvu že na dan po porazu zametek predvolilne strategije do marca, ker kaj, ne? To smo tudi na zanima.me opozorili. Odločala bo, tudi tokrat je na nek način, ne, udeležba marca še bolj. Ne? In za Levico igra visoka udeležba. In edino s čemer v pogojih, ko Janša ni na oblasti, lahko ustvarijo vsaj simulacijo anti-Janša refleksa, so točno taki zapisi. In več, to pa je tragično, več kot je odzivov potem na takšne nekorektne zapise, bolj je namen Lene Grgurevič dosežen. In še neki napad na cerkev. Opazoval sem jih tudi v teh izjavah, eden za drugim v ideološki spopad z RKC-jem, kot da je bila v tej bitki sama. Pričemer je seveda ostalo zamolčano, da so vse verske skupnosti v Sloveniji na skupni izjavi povedale isto stvar. Ja, ne, zdaj glede Lene Grgurevič bi rekel to še bolj kot ta Črnuhar, ne, ki je sicer zelo neprimeren izraz za poslanko državnega zbora. Ne, nasplošno je taka, zdaj pričakovali bi to od nekih anonimnežev na socialnih mrežjih, od nosilke oblasti, od nosilke zakonodajne veje oblasti v koaliciji je pa to skrajno zavržna izjava. Bi ti pa nekaj rekel, Lena Grgurevič minus poslanska funkcija je anonimnež. No, seveda, ampak hočem reči, je ima poslanski funkciji ta trenutek. Ne? In ne, še bolj zaskrbljujoč mi je drug del njenega zapisa, ne? Torej čas je, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja. V tem jaz vidim napoved predvolilne kampanje. To je tisto, kar pa mene zelo skrbi, ker to toleriranje ni bilo nič kaj tolerantno. Ne? V bistvu to pomeni, pravzaprav, do zdaj smo tolerirali, da živite, ne? Oglašati se itak niste smeli, zdaj, ko ste pa očitno se malo kdaj oglasili, pa kaj uspeli, pa bomo tudi to prekinali. Jaz to samo razumem kot poziv, pojdimo na levi strani v to kampanjo z najbolj krvavo retoriko, kar jo
poznamo v bistvu. Glede cerkve, smo slišali Terezo Novak, torej, da cerkvi ni mesta v javnem prostoru, da ni bila fair kampanja. Kako ni bila fair kampanja? Res ni bila fair kampanja, se strinjam. Zdaj, iz dveh vidikov ni bila fair. Zdaj, če gledamo to cerkveno ali pa katoliški pogled, v resnici zagovorniki, če so se borili proti božji moči, potem res ni bilo fair, ker so se s človeškimi viri borili proti Bogu. Ok, ajde, to jim priznam. Ampak, če bi gledali pa iz vidika zgolj človeškega, ali pa objektivnega, pa definitivno fair kampanja ni bila za nasprotnike, ker so imeli bistveno manj medijskega prostora, vsi mainstream mediji so imeli, v bistvu predstavljali stran predvsem za, bistveno bolj kot proti. Cenzura se je dogajala na družbenih omrežjih in bistveno več financ, da ne govorimo o plakatih in tako dalje, je bilo na strani za. Torej, v resnici res ni bila fair kampanja, pa so kljub temu uspeli zmagati, kar pomeni, da gremo zdaj v zelo nedemokratično smer, torej še dodatnega omejevanja, pri čemer lahko rečem zgolj to, da če se bodo res šli v nov zakon, je ključno, da začnemo v družbi poudarjati ne zgolj to, da je bil ta zakon slab, to je bilo pač zdaj času referendumske kampanje, ampak da je ključna zaščita življenja in da zdravniki ostanejo enotni, če želimo, da se to prepreči. To sta pa še dva zaključka, ampak predlagam, da pogledamo mogoče še naslednjo izjavo. Preden gremo naprej, bi sam nekaj rekel. V športu ponavadi velja, da poražena stran mora biti dan, dva po porazu precej tiho, in na drugi strani, da zmagovita stran ne sme preveč se široko ustiti okrog tega in zaspati na lovorikah. Se pravi to, naj bojo malo tišje po porazu, poveva midva. To, da se na drugi strani ni za pripenjati ne vem kakšnih značk, pa je že nekaj dni pred nama povedal komentatorski kolega Peter Gregorčič. Ta rezultat kaže, kako se odloča slovenski volivec, ko nima anti-Janša sentimenta. Namreč, če dobro pogledamo to kampanjo, v njej je bil Janez Janša za SDS-om zelo v ozadju. Celo na začetku se ni pridružil pobudnikom zbiranja podpisov in nekako, kot sem govoril s cerkvenimi krogi, je celo cerkvi nekako namignil, naj se v tej kampanji najprej malce umakne v ozadje, verjetno zato, ker so mu javnomnenjske raziskave pokazale, da bi to temo zelo težko dobil. In drugi pomembno sporočilo tega referenduma zaradi njegove presenetljivosti je, da v resnici vendarle zgleda, da ni vse v političnem prostoru tako zabetonirano, kot kažejo javne raziskave. Prvo sporočilo, ki se je zdaj zelo jasno pokazalo, je vendarle to, da je mobilizacijska moč Roberta Goloba izjemno opešala. Te mobilizacijske moči nima več, zato se ta tudi bipolarnost počasi ruši. In drugo izjemno pomembno sporočilo, po mnogem času, mislim, da morda celo prvič po škandalih mariborske nadškofije, smo videli cerkev v svojem nekako, bom rekel, sijaju civilne družbe. Cerkev je ena izjemno močna civilno-družbena organizacija in pozdravljam to, da se je tako konstruktivno in glasno vključila v to debato. Pogrešam namreč njen pogled na mnoga družbena vprašanja. Jaz bi Petru Gregorčiču pritrdil, po svoje sem vesel, da se je cerkev končno začela oglašati glede na pomembno družbeno vlogo, ki jo sicer ima. Pa mislim, da je bila tudi to njena prvovrstna tema. Vprašanje začetka in konca je med prvovrstnimi temami vsake religije, tudi te naše. Zdaj, kaj je Janša namignil cerkvi ali ni namignil, se jaz ne bom spuščal, ker tega ne vem, je pa dejstvo naslednje. Videti je bilo, da pri prvem valu zbiranja podpisov ni bilo SDS-a nikjer. Videti je bilo ravno tako, da tudi RKC-ja na tisti točki ni bilo nikjer. Tako da neki zunanji signali obstajajo, ki dajo Gregorčiču za prav. Drugo pa, upal si je zastaviti vprašanje po referendumu, ki ga je del desnice slišal kot bogokletno. In to ali ni rezultat tega referenduma, živ dokaz, da se slovenski volilec bistveno bolj racionalno odloči takrat, ko nima lika in dela Janeza Janše 24 ur dnevno pred seboj. Bom jaz dodal to, da sem vesel, da se je kolega Gregorčič prišel tudi do tega spoznanja, ker se je še pol leta nazaj norčeval iz naju, ko sva to opozarjala. Veš, kako pravijo, prihaja kasno Marko na Kosovo polje, tako pravijo naši južni bratje. To vprašanje njegovo, kakorkoli, pa je zadelo živec in to ne zato, ker bi zgrešil, ampak zato, ker je preveč resnično. Ko SDS ni v prvem planu, ko ni vojne proti Janši, se na volitvah pri nas praviloma več začne razmišljati o vsebini, kot pa o nekih čustvih oziroma duopolu. In tudi na to Gregorčičevo ugotovitev je seveda SDS reagirala kot vedno. Napad, ego in potem najbolj noro od vsega, pazi, to pa moram, zahteva za popravek, ampak popravek česa? Popravek mnenja.
In jih sprašujem v SDS-u, a niste vi stranka, ki se trži kot stranka za absolutno pravico do svobode govora, popravljate mnenje. To je norost. No, in če se zdaj navežem na še eno izjavo od Petra Gregorčiča, ki pravi, da je mobilizacijska zmožnost Roberta Goloba upešala, ne bi si upal tako zelo močno tega trditi sam, če bi komentiral, vendar le gre za zelo specifično temo, ki mislim, da ni bila tako intimno blizu levim kot desnim volivcem, zato tudi ta razlika. Se pa Robert Golob zato, da mu ne bi upešala ta mobilizacijska moč, strašno trudi, da bi si podredil vse medije. Med drugim je ta teden na udaru, recimo paradna oddaja TV Slovenija, Tarča, ki pravzaprav je za prihodnje leto deležna torej sprememb v produkcijsko-programskem načrtu. To si zasluži poseben komentar. Se pravi, tako imenovani PPN RTV-ja za leto 2026 predvideva preoblikovanje Tarče, ki, citiram, ne bo več senzacionalistična, bo nepolemična, bo pa hkrati preiskovalna. Pazi absurd. In to je res neumnost. To je res prav neumnost vodstva RTV, ker pač preiskovalno novinarstvo, ki drega v neke najbolj občutljiva ozadja političnih odločitev in družbenih vprašanj, to je po definiciji polemično. In ko polemiko izvzameš iz te formule, dobiš pa vsem benigno, neškodljivo oddajo, točno takšno, kot si odnevna politika na RTV-ju želi. Odzvalo se je tudi uredništvo Tarče. Napisali so, da vidijo v teh formulacijah akrobatskih poskus posega v uredniško samostojnost. Absolutno se strinjam. In zanimivo je, da tudi določene omejitve pri vabljenju gostov prinaša v bistvu ta novi PPN. Pravijo, da politiki ne bojo klicani več kot komentatorji dogajanja, ampak samo takrat, ko so klicani na odgovornost. Zdaj pa klele, v praksi. Se pravi, ko boš Goloba oziroma Svobodo poklical na odgovornost, jih ne bo v studio, ker jih nikdar ni praktično. Na drugi strani pa, če to prevedemo, ker tukaj je ta namen pred marcem 2026, ko bo pa Vladimir Prebilič pripravljen neki o Robertu Golobu pokomentirati, ali pa Anže Logar, ali pa Jernej Vrtovec, ga pa kot komentatorja ne smeš povabiti v oddajo. Krasni novi svet. Pričemer se bodo s tem, torej še Tarčo, ki je bila še edina, bom rekel, zares zgledljiva oddaja na TV Slovenija, kar se tiče analiziranja, raziskovanja in politike, spremenili v enako vanilja, ne polemično oddajo, kot so že recimo to naredili z večjim delom Odmevov in ostalih informativnih oddaj. Zdaj, ker se pa vpliva, zgodovinsko gledano seli iz tradicionalnih medijev alternativne, v spletne medije, spletne platforme, kot je Safari ali kot je portal Zanima.me, se pa seveda dnevna politika spušča tudi v nas. In zdaj smo pred časom, pred mislim, da 2 tednoma približno, prejeli eno prijazno pismo odvetniške družbe iz Kranja, kjer je pisalo, da imajo pooblastilo podpredsednice Državnega zbora Meire Hot, da nam v bistvu nas vljudno pozovejo k umiku izjav, ko pravičilu zmotali jih je 2, rekla sva, da je iz pol mafijske družine, in da je to nasilna družina, pri čemer dokazov na spletu o tem, kaj počnejo člani družine Hot mrgoli. Jaz bi pozval, ne greva v detajle, da si ljudje pogledajo danes na naslovnici Zanima.me, kakšen je naš odgovor na to grožnjo s tožbo. Obstaja tudi videoklip, ki je na TikToku že bližini 10 000 ogledov, tako da mislim, da sistem podpredsednica parlamenta in stranke SD definitivno ni naredila usluge. Kaže pa to v bistvu na željo po pokoritvi medijev širše od Roberta Goloba. In ker se mi ne pokorimo, lahko upamo, da bo podpore zadost, da si tudi kakšne sodne stroške lahko privoščimo, če Meira Hot ne bo spoznala, da pravzaprav se s to tožbo smeši in jo umaknila. Absolutno, če se bodo za to odločili, z veseljem pridem na sodišče povedati svoj vidik. Mislim, da je zelo podprto tudi v tistem videoklipu, ki naj ga ljudje pogledajo na TikToku, na Zanima.me in tako naprej. Tako da, če bo tam treba braniti našo pravico do mnenja in do svobode govora, z veseljem. Ves čas pa, pri vsaki obravnavi, ki bo objavljen nov članek, nov videoklip in nov komentar v tedenskem Safariju. Tako da, če kdo oceni, da je to smiselno, je pa res, da Vejsil Hot, ki to sponzorira, ker je tudi odvetnica njegova iz bivših procesov, ima dovolj denarja,
tudi dovolj, da ga kaj mi dobimo nazaj. Ne? Tako. No, težave, hude težave imajo pa na oddelku za maksilofacialno kirurgijo UKC Ljubljana. Ne? To je tisti oddelek, za katerega je zdravniška zbornica že pred enim letom, ko se je začel sprejemati zakon o zdravstveni dejavnosti, opozorila, da bo recimo konkretno na tem oddelku zelo verjetno prišlo do težav. Zdaj, zakaj gre? Gre za oddelek, ne, ki pomaga ljudem recimo ali po hudih prometnih nesrečah, požarih, ljudem recimo s prirojenimi napakami, kot je na primer zajčja ustnica. Ne, UKC Ljubljana je že 70 let po celi Jugoslaviji znan kot najboljši oddelek recimo za popravljanje torej teh zajčjih ustnic, ne, na območju celotne nekdanje Jugoslavije. No, ta znameniti oddelek zdaj razpada zaradi zdravstvenega zakona oziroma zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki preprečuje zdravnikom, da delujejo tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Zakaj gre? Ne, mnogi od teh zdravnikov, to je zelo specifična profesija v zdravstvu, ki je prvič izjemno zahtevna, torej zahteva bistveno daljšo specializacijo, daljše študije kot ostale in je hkrati za te zdravnike pogosto poslanstvo na eni strani, da ljudem recimo po kakšnem raku ustne votline ali pa kaj podobnega povrnejo nazaj vsaj približno nekako normalen obraz ali pa po kakšni prometni nesreči in tako dalje. Hkrati je pa zelo donosno tudi pač raznim manekenkam in bogatašicam popravljati prsi in nosove in tako dalje. Zdaj torej tega, da bi lahko te isti zdravniki opravljali in poslanstvo in nekaj dodatno zaslužili, ne bo več, morajo se pač odločiti med enim in drugim in mnogi so se pač odločili, da bo raje malo več zaslužili, kar pomeni, da malo manj poslanstva, pa malo več denarja. Ja. Kar pomeni dobesedno razpad oddelka in šok na odgovornih. Dajva pogledati izjavo, pa bom pol še jaz spregovoril kakšen stavek na tole. Težko je pod to vlado. Ne gre samo za zdravnike, ne gre za vse ljudi, ki jih Golob ne more kontrolirati. In to je leitmotiv te vlade. Kogar ne morejo kontrolirati, tistega bodo zatirali, dokler ga ne bodo lahko kontrolirali. In kdo je še svoboden? Ja, zasebne šole, zasebni vrtci, zasebni zdravniki, zasebniki in gospodarstveniki, kmetje. Vsi ti ljudje so pod udarom te vlade. To se pravi, vsakdo, ki lahko nekaj sam odloča, ki lahko sam nekaj kupi, ne da bi država imela prst vmes in njihovi dvorni dobavitelji, torej kdorkoli ima še kaj svobode v tej državi, mu jo treba oduzeti. Ga je treba razglasiti za državnega sovražnika. Ja, sej je zanimiva besedna igra, ne? Glede svobode. To je gibanje Svoboda očitno v tem pomenu, da gledajo, kje so še zadnji otoki svobode in jo potovčejo do konca. Ne? Sicer pa temu, kar se je zgodilo, razpadu tega oddelka na UKC, ki si ga opisoval, niti ni možno reči kolaps. Zaradi tega, ker se ni zgodil nenadoma, ampak je bila to stvar, ki se je napovedovala 2 leti in je samo izpolnjena napoved. Spomnim se predsednice zdravniške zbornice Bojane Beović, ki je rekla, če boste ideološko udarili po tako imenovanih dvoživkah, boste iz bolnišnic pregnali cele stroke, cele oddelke in točno to se zdaj dogaja. Ne? To ni naključje, je posledica in odgovornost je tukaj izključno politična. Ja, pri čemer je odziv odgovornih nečeš, vse je še v redu, kajti te odpovedi še niso bile podane, napovedane so pa za december, torej čez teden ali 2. Ne, pri čemer, če nadaljujem, recimo misel Federika Potočnika iz oddaje, torej vsakdo, ki je samostojen in nekaj razvija, se mu meče polena pod noge, recimo lep primer tega je tudi konec koncev Damjan Mrlak, sicer kriptomilionar, ki je del tega svojega bogatstva namenil obnovi in investicijam v hotele v Bohinju. V Bohinju, ki je bil podhranjen, kar se tiče zanemarjen, dobesedno. In ironično, kaj se mu je zgodilo pri zadnjem od 4 hotelov, ki se ga je lotil. Sklad kmetijskih zemljišč se je spomnil, češ, da po zakonu iz leta 1993 pa bi se zdaj on bil upravičen polastiti teh parcel. Pri čemer ni bil upisan v zemljiško knjigo. Ne samo, da ni bil upisan v zemljiško knjigo, te parcele so se večkrat prodajale v preteklosti, ampak nikoli prej se sklad kmetijskih zemljišč ni spomnil, da ima to pravico. Zdaj, ko pa nekdo, ki ni samo ropal tega hotela in ga izčrpal do propada, ko bi rad razvijal, zdaj pa kar naenkrat v tej državi nimamo več, torej ne more zemlja, ki jo je kupil, po vseh evidencah neupravičeno, kar naenkrat zdaj ne bi bila njegova. Jaz najbolj nevarno sporočilo, ki ga vidim v tem primeru, je, da je država, pazi to, država je prišla na sodišče in skušala dokazati, da je zemljiška knjiga
ki bi morala biti svetinja, list papirja, s katerim si lahko brišeš rit, in da zapisano v zemljiški knjigi ne velja praktično nič. To je ena stvar. Druga, če bi na ta način slučajno uspeli, pa niso na sodišču, bi bila to razlastitev po vzoru Mihe Kordiša, tega, ki bi z bajoneti kapitaliste teral v morje. Tretja stvar, zapenjanje takrat, ko bi nekdo rad nekaj novega investiral, zgradil, vrnil svoje bogatstvo v okolju, nekaj uredil. Samo takrat naredimo v tej državi iz takšnih stvari problem. In zadnje, in to se navezuje na prejšnjo poanto iz zdravstva, ne sme ničesar očitno v tej družbi in državi urejati zasebna pobuda, vse mora urejati vsemogočna in vse prisotna dnevna politika. No, vse smo slišali, da 7 milijard dobička je čisto preveč, in da v resnici torej Damjan Mrlak, namesto da bi neke subvencije vlekel, zdaj vlaga svoj denar, to pa res ne gre. Ne? Ja. Toliko bi kot piko na i tej epizodi. Ura naj preganja, kot vedno. Tako da obljubiva najinim gledalcem, da v kakšni od naslednjih epizod spet bolj izčrpno tudi o zunanji politiki, ki ob tem burnem dogajanju v tej naši deželici kar redno izpade ali pa je odmeriva malo premalo časa. Bom rekel samo 2 stavka, ljudem v premislek. Poglejmo si, kaj se je zgodilo v ZDA, ko je en Afganistanec začel streljati na metro postaji sredi Washingtona, in pa naj si malo pogledajo, kaj se dogaja v Ukrajini, pa morda o tem, kakšni prihodnji oddaji. Pa naj primerjajo tisto prvo, kar si opisoval z novim mestom, romskimi naselji in podobnimi odzivi. Toliko torej v redni epizodi za ta teden, čaka pa vas v soboto zjutraj na portalu zanima.me naročniška epizoda za naročnike in podpornike, kot smo rekli, levi scenarij oziroma scenarij levega omrežja za marec 2026. Bodite z nami še naprej, cenimo vsa mnenja, vse komentarje, cenimo pa tudi kakšno napoved tožbe, kot je prišla v zadnjih dneh. Ja, in morda vašo podporo, da si bomo ta sodni postopek lahko tudi privoščili. Do naslednjič, lep pozdrav. Da lahko ostanemo neodvisni v naših analizah. Nasvidenje.